Lepo pozdravljeni, z vami smo ekipa Podbiti, Aleš, Rasto in pa Metka. Čisto na kratko vam bomo predstavili vsebino modula 4, ki nas čaka v soboto, 20. aprila. Ob 8. zjutraj začnemo v Novem mestu. Povej, Rasto, kaj bo takega? Ja, več stvari, po moje zelo zanimivih. Se pravi, v modulih 1, 2 in 3 smo postavili neke osnove, ki jih bomo v 4. modulu prav na kratko povzeli in končno pripeljali do neke skupne vsebine, neke skupne točke, do nekega jedra, ki bo zelo plastičen za vsakdanje uporabo. Prvi trikotnik, ki ga bomo obdelali, je strah, ljubezen in stres. Ravno zgleda, da stres nima prave vloge, jo ima, to bomo videli pač na akademiji. Nadalje bomo obdelali vpliv rane oziroma bolečine oziroma odnosov, ki jih imamo, ne samo medsebojnih odnosov, ampak odnosa, ki ga imamo do vseh stvari, do idej, do prepričanj, do vsega, kar pač obstaja v našem življenju. Kako te rane in ta odnos lahko, bi rekel, bistveno pokvarijo in zastrupijo našo kvaliteto bivanja, pa tudi medsebojne odnose med ljudmi in jih tudi zastrupljajo, predvsem v bližnjih odnosih, družina, služba in podobnost. V to bomo vpletli ta pomen realnosti, se pravi, zakaj imamo težavo, če realnosti ne sprejmemo take, kot je, in gradimo iz te premise, ampak gradimo iz nekih iluzij, iz nekih lažnih prepričanj, iz nekih lažnih idej, obrambnih mehanizmov in podobnega. Opredelili oziroma pokazali bomo na praktičnem primeru težavo avtoritet, ko te avtoritete pretirano ali pa celo sploh podelimo, bi rekel, osebam, stvarem, idejam, ki pač niso vredne te avtoritete, potem damo pač moč nad sabo. V celoti bomo opredelili žalovanje kot način dela zdravljenja ran, predvsem ran, ki so povezane z družino in osebnih ran. Skoraj za na konec bomo pa pripravili temelje za 5. modul. V tem delu bomo obdelali 2 ključna ključa, ki sta vezana na predstavitev polja, oziroma nekateri to polje imenujejo matrica. Zdaj, za tiste, ki dobite ošpice, ko slišite ime polje ali pa matrica, bi rad samo spomnil na to, da je narava del polja. Pa s tem ne pravim, da je polje nekaj, kar moramo nujno zasledovati. Zato pač tudi govorimo o podbiti. Ok, Aleš, kaj nas še čaka? Na 4. modulu se bomo dotaknili tudi ene kontroverzne teme, ki se ji reče numerologija, vendar jo bomo predstavili. Povedali bomo, kaj je splošno razumevanje te besede ali pa te metode, potem bomo pa pokazali na čisto drugačen način, kako je ta veda povezana z človekom in poljem in kaj nam ona lahko pokaže in kako nam nikoli ne more pokazati ali razložiti duše, kaj šele biti. To bo recimo ena zanimiva stvar za mnoge sigurno. Potem vaje bodo. Kako te vaje izgledajo? Čemu so namenjene te vaje? Vaje so namenjene temu, da so teme, ki se jih odpredava, potem preizkušene na sami delavnici, da potem, ko človek pride v normalno življenje, si bolj plastično predstavlja, kako vse to pridobljeno znanje uporabljati, ker v temu je glavna poanta, da pridobljene
uvide ali pa zavedanja uporabljamo za klasično življenje. To je smisel vsega, kar počnemo. Ok, recimo vsebina, ki jo tam predstavljamo, vsebina, ki jo bo predstavljena na modulu 4. A bo to znanje iz knjig, a bo to izkušnja? Torej, iz tega razloga smo tukaj na Akademiji trije. Jaz sem bil prej bistveno bolj načiten in bi rekel filozofsko-teoretičen pogled sem imel, ampak šele ko so prišle praktične izkušnje, sem dojel, kaj je v tistih knjigah in bukvah in ne vem, tudi na odru, ko je nekdo govoril, kaj je sploh mislil, in je dobilo to vse skupaj neko praktično uporabno vrednost, tako da jaz nekako prevajam to vsebino v prakso. Na drugi strani je pa Rasto, ki je tisto, kar je govoril 99,9, tisto, kar govori, je tudi sam izkusil in je to že en tak zanimiva izkušnja, ko ti govori nekdo, ko ga vpraša za kakršenkoli detajl in ti ga strese z rokava zaradi tega, ker ve, o čemu se gre, ker je pač to njegova lastna izkušnja in ni neko teoretično znanje ali pa naučena stvar, ki smo jo mnogokrat vajali. In isto bo tudi na Akademiji, se pravi znanje iz izkušenj. Rasto, še eno vajo bomo naredili, oziroma še eno precej pogosto oziroma precej znano tematiko. Postavitev družine. Ja, zdaj, postavitev družine, v bistvu obstajata dve osnovni izvedbi postavitve družine, ki se bistveno razlikujeta med sabo. Mi bomo izvedli eno od teh dveh postavitev. Če zdaj komu kaj pomeni, lahko povem, da meni je ta način, ta uvid, to zavedanje, ki ga prinaša ta postavitev družine, dobesedno rešila življenje. Tisti, ki so bili pač na modulu 3, poznajo to zgodbo dovolj dobro. Ta metoda je vezana v resnici na razreševanje, na ozaveščanje najglobljih bolečin, ki jih mi prinesemo s sabo preko družine, preko svojih staršev, ali pa postanejo del družine potem po odraščanju. To je zmeraj, bi rekel, postavitev družine se imenuje zato, ker je naš pogled, naše zavedanje, naše stanje glede družine v večjem ali manjšem nasprotju z realnostjo stanja te družine, plus zgodovina, plus vse, kar grejo vsi predniki in kar mi izvlečemo sabo. Ključno je, da bo pri tej metodi, oziroma niti ni metoda, ampak je razlaga, kako stvari delujejo, obrazložen cel mehanizem, kako pride, zakaj nas nekatere, mi jih imenujemo kar rane ali pa travme ali pa bolečine iz preteklosti, od naših prednikov, zakaj nas ujamejo, kako jih razrešimo, in kar je ključno, če kdorkoli od članov družine uspe razrešiti katerokoli družinsko rano, jo je v bistvu razrešil za vse člane. Od tam naprej je odnos med družinskimi člani bistveno drugačen. Bistveno se spremeni kvaliteta, se spremeni odnos, komunikacija, vse. Kot bi eden, ne maram, bi rekel, teh čarobnih, čudežnih, ampak dejstvo je, da se v zunanjem, tako kot se znotraj stvari spremenijo, se v zunanjem svetu drastično spremenijo stvari. Ok. Modul 4 je sicer del celoletne akademije Podbiti, ampak je kot posamezni del zasnovan tako, da kdorkoli pride, bo za sebe dobil v tistem trenutku neko vrednost in so vsebine tudi narejene tako, da če pridete prvič, da boste od tega odnesli kar se da največ. Vsebine so temeljne, vsebine so mogoče predstavljene na način, ki do zdaj ni bil toliko slišan, ni bil toliko viden, tako da vas lepo vabim, tiste, ki vas je morda katerakoli vsebina nagovorila. Prijavnica bo spodaj v komentarju, bo povezava do spletne strani, kjer si lahko tudi več preberete, prijavite in pa
Dobrodošli, res dobrodošli vsi in se vidimo.